Dobro jutro, Slovenke in Slovenci, žabice in žaboni. Naj nas zadoni kakih 200 iz vseh mlak, ki obstajajo. Ne? Pa smo žabe in žaboni, tlega imam jaz za sabo že ves ta čas, odkar mi ga je Urška naredila, seveda. In niso te žabe tako brezvezna stvar in so v bistvu zelo pomenljiva. Imamo žabca in žabonko, ki sta krasen par in sta se poročila in tako naprej. In v Cerknici, v deželi pravljic, deželi norčavosti, deželi bajeslovnih biti in deželi čiste butalske pameti imamo seveda eno zelo znamenito in zelo pomembno pustovanje. Živi do ženin naš z nevesto, žabon seveda. Torej v Cerknici imamo pravzaprav največji, za ptujskim seveda, največji pustni karneval, je pa zagotovo to zelo pomemben karneval, kajti vsebuje velike figure. Te velike figure imajo, seveda vsaka izmed figur ima v zgodbi svoj pomen. Včasih pač televizija ni imela take moči oziroma drugače in karneval sporoča marsikaj in vsaka figura ima svojo sporočilno vrednost. In maske kot take, imamo z njimi opravka zdaj le zadnje 4 leta kar, Sam se pogovarjamo o nekih drugih maskah. Torej, če se vrnem nazaj na Notranjsko, Notranjska ima tudi prečudovit biser, ki je edinstven v Evropi in imamo Cerkniško jezero, imamo slivnico, odkudar kao zleta čarovnica Uršula, pramati Uršula naša, ki je označena kot coprnica, ampak zame je to čarovnica, ne pa zoprnica, zoprniks. Ne, ni zoprnič, ona je čarobna in je čarovniška, magična in ima svojo čarobnost in žalostna informacija, da pravzaprav je se sam na Notranjskem zgorelo toliko čarovnic, ki jih ni na celem Krajinskem. Torej, nekaj so želeli zažgati in uničiti za zmeraj. Zdaj v Cerknici imamo ta karneval, tradicionalno zdaj že 49, ampak glede na vreme ne vem, ali bo ali ne bo, to se zdaj, kako se reče, modrujejo butalci, ali bi ali ne bi, klepljajo in naklepajo svašta, da bi skalili bistro vodo oziroma da bi skalili železo, dokler je vroče. V kontekstu človeka spraviš, mu odpreš pokrovko, pol ga pastera vržeš in zapelješ. Ta komadič mi je strašno všeč, pa bi ga najraje pustil. Pa ga ne bom, ker je toliko zapovedati. Torej, otrok sodobnega časa, karneval je v bistvu v Cerknici prisoten skoraj 50 let, temu bomo priča naslednje leto. Tokrat 49. karneval, bo ali ne bo, pa se zdaj le kleple, je ali ni, ali bo ali ne bo, ali bo zalila nas voda. Watch the water. Rajanje kot tako je pri nas ob nedeljah, pustnih nedeljah, nezgrešljivo. Ne moreš, da ti ne zdrsne na pustno nedeljo. Marsikomu zdrsne na pustno soboto, kjer se maškaranje pri nas aktivno maškarade dogajajo, vendar tle se poraja vprašanje, ali ljudje maske so tokrat sneli, ali so jih zamenjali, ali so dali sem masko čez masko. In to je ena taka prispodoba maškaranja. Za mano na televiziji je pa največja maškara in največja šema, kar se mene tiče, In to je, ker se ga malo slabo vidi, vam ga bom malo bližje dal, To je pezde, jaz sem ga poimenoval pezde, kurčev, To je hudokurčna prispodoba tega
zlobca, ki je zavrtel možgane in znorel ljudem možgane, da smo, kjer smo, v norosti brez primere. In poganski praznik je pa od naših preganjanih prednikov ne star 40, ampak mogoče star 4000, ne, 400, ne vem. Dolgo časa nazaj se je začel pa pri nas manjši karneval, imenuje se pustni pogreb, pogreb pusta, pustni pokop oziroma pustni sežig. Sežig, žigosal je Satan in mešal možgane in nekje je sežig pusta, torej pokop pusta prispodoba od ženi stran in ne cukej hudiča za rep oziroma za to trobento, ki jo ima, ker to je hudobno hudičevo seme, ki se je raztreslo po celi deželi Kranjski in navzven po celem svetu. Ali pa je iz zunanjega sveta želelo penetrirati v naše jajce, kjer, veste, notranjska, to je not, jajce je tudi not, ne, ima jedro, zlepa not, ven nič ne more priti, ven pa tudi ne gre. In butalska pamet čista žal ni šla, žal ni preplavila planeta, upam pa, da se zaseje pravo seme svetlobe, mogoče prav iz notranjske na celo Slovenijo in na cel svet. Kajti srečno mlada Slovenija je komad, ki pride kasneje. Imamo mi, a ste se kdaj vprašali, koliko je Slovenija stara? Evo, vam dam za izračun, koliko je Slovenija letos stara, samostojna Slovenija, govorim od leta 91. Torej, precej stvari se poklapa, ne? Zdaj, v današnjem času mnogi želijo kaj novega, novice, ovo, vsi bi neke novitete, novo, novejše, najnovejše, novo, hitrejše, najhitrejše, kakšne so novice, informacije in tako naprej. Vsi želimo vedeti, kaj bo. Pa je to prav? Ne, ni. Zaradi tega, ker naša modrost in naša resnica se skriva v naših koreninah. Naše korenine pa niso tam, Pezdej je kriv za čisto vse, kar se dogaja na svetu. Jaz sem ga poimenoval Pezdej, zato ker se ljudje, ki pezdeta, fašajo v sebe in ga sprejmejo k sebi, se obnašajo tako kot Pezdej. Ne znajo biti več človeški, ampak so kar taki pizdunski, no? Da ne rečem narcistični, a ne? Ker mogoče pizduna bomo bolj razumeli, ker samo definicijo empata oziroma narcizma zelo težko ljudje široko sprejmejo, ne? Ker to je pa treba že kar kaj vedeti. S tem, ko sem tega pezdeta poimenoval Pezdej, sem najdel tudi krivca. Kdo je kriv za zlo na tem svetu? To je kriv Pezdej. Ni kriv nihče izmed nas, izmed vas, ampak Pezdej, ki nima ne frisa, nima ne srca, slamo je natlačen, pun kurac ga imamo vsi, dobesedno, in bi ga najraje zažgali, a kaj ko seme njegovo vedno ostane v naših glavah. In odprav pamti veka se pusta žge, ve se za vsak njegov pokop, ne ve pa se dneva njegovega rojstva. Torej, če smo praznovali 8. februarja začetek pustnih prireditev, kjer oblast prevzema župan Butalski, je bil to tudi Prešernov dan, zdaj sem se pa zgubil z mislijo. Kaj sem vas hotel reči? Prešern. Prešern, pa pojmo na Prešerna. Maske niso samo to, kar mi vidimo. Maske so, korenine. Tle moram korenine končati. Zelo pomembno je, da se obrnemo k našim koreninam. Naše korenine, Slovenija je stara 33 let, mogoče ima tukaj z Jezusom kakšno vezo, ne vem. Vem pa, da je Jezus hodil po vodi, tako kot je naš Prešeren napisal pesem Povodni mož ali je Podvodni mož. Pa plesal je Povodni mož s kom? Z Urško,
In zdaj mi to prestavimo malo tle v ta prostor notranjski, a ne? In ugotovimo, da mi pa imamo tudi Uršulo na slivnici, a ne? Našo pramati modrosti. Žgali so jih ne zato, ker so bile grde, ampak zaradi tega, ker so pogledale, videle so, kaj ljudje počnejo, ne? Kako deluje PSD preko in skozi ljudi. Imamo pa tudi mi tukaj v Cerknici povodnega moža. To ni podvodni, je povodni, torej hodi po vodi in če hodiš po Cerkniškem jezeru, res deluje, kot da hodiš po vodi, čeprav si v vodi. Čeprav ipak si na travi, ampak je tako nizka trava, tako nizka voda, da zgleda, kot da hodiš po vodi. Moja dežela je sloves njen in njeni ljudje smo njeno ime. Zapomnite si, da se moramo obnašati spodobno ljudem, ne pa da smo nori, znorjeni. Čista norost je to, ne pa norčavost. To je norost, kar gledamo med ljudmi in zapusta pri nas v Cerknici smo lahko priča, kako norost izgleda, ko je preko maske še nova maska, ne? Ko da je dovoljeno vse in vse naenkrat in kada je treba vse naenkrat pospraviti. Pa kada ni jutar pa nov dan. Pa je, v naši deželi je nov dan in če smo začeli s Prešernom, ki je nam pustil sledi, moramo zastopati, kako je ta PSD znal maske namontirati tudi v naše besede, v naš besedni zaklad, kjer so znali na glavo obrniti pravzaprav našo osnovno pesem, Zdravico. Je to zdravica ali je to zdravljica ali je to celo zdravnica? Ne? Zdravica, namen pesmi ni nič zdraviti, ampak je napitnica, ponosno ime, prijatelji, spet trte so rodile, ali so odrodile, ali so obrodile, ali je to zdravica ali je zdravljica. Torej, mi se moramo nekako poglobiti tudi v to, kako nam je PSD obračal besede na vsakem koraku, kolikor se je pač dalo. In mi se moramo zavedati, da mi smo, kako že, so prazniki, ali čakaj za praznike, imamo praznovanje, ali imamo mogoče praslovanje, ne? Prazniki izprazni, spusti PSDeta iz sebe, ne? V besedah se skriva milijon odgovorov in mi moramo poiskati našo resnico v poti nazaj, v rikverc, do naših korenin. Te pa odklepa kdo? Pa Valentin, a ne? Valentin ima ključ do korenin in Valentin simbolizira dan zaljubljencev. Ja, zaljubljencev, jaz bom rekel, zame je to dan ljubezni. To je tisti dan, ki ti vzame vse, ki da ti vse in vse ti vzame. Kaj da? Da stik do srca, da stik do domov in odvzame vse, kar je namišljenega, torej produkt ega. Ne? In ego je tisti, o katerem se pogovarjamo, da je v bistvu namišljen, je maska, je maskota in se kot rožiček zažera noter v male možgane, a ne? In jih hkrati, krajša jih in hkrati ti možgani delujejo precej noro, nerazumno. Kako z eno besedo? Narobe. Narobe. In če je narobe, je narobe. Če je prav, je pa prav. In ljubezen je prav, ne pa narobe. Veste, marsikdo izmed vas se bori, brani ljubezen, govori o ljubezni, a ne? In mene je marsikdo obsodil, da pa, kar sem jaz zmešan, to nekaj malo brisem blesov, nekaj norosti blodem, ne? Ampak jaz se borim za ljubezen. Da ni mogoče nor ali pa celo malo sovražen tak, ki je proti ljubezni, kaj ne? Jaz mislim, da je prav, da se ljubezen razvija, ne pa fucking kurbarija, kaj ne? Zdaj, osovraženi smo in ste zato, ker pojemo naše pesmi slovenske, a ne? Slovenka, slovka,
slovka je beseda in lovka je lovka, kamor je pezde kurčev uhvatil stvari. Veste, kako že otrok, kar ima slava in slovnica je tudi nekaj in zastopte, da v našem jeziku se skriva in zaklad, torej besedni zaklad, to ne pomeni, da je treba prasca zaklad ali pa ježa, a ne? Tam znotraj našega besednega zaklada se skriva ključ do naših korenin, ki so jih nam puščali predniki. Pa če smo iskreni, smo to mi sami sebi bili od nekdaj predniki sami sebi. Zaradi tega je zelo pomembno, kakšne sledi puščamo za sabo in sebi. Pa sem kar malo zakompliciral. Ampak ja, s temi besedami se da poigravati, če se vi usedete malo sami sabo, da ugasnemo rom-pom-pom, ki ga ustvarja vedno pezde. No, veste, ljubezen in mir se dogaja v tišini. Ta pezde je vedno delal kraval in karneval in nemir, a ne? Mask, a ne? Mesek je tudi. Veste, maska v angleščini je mask in lahko se pa kot mesek prebere. Kaj ni, ustna šunka za debeli četrtek, ne, krača, pa krofi, pa ocverkovka, pa vse, pol pa pust, mesek, primer. In karneval pomeni dejansko naval mesa, ne? Vse poznate chili con carne, italijanska beseda carne, je, kaj že? Meso, ne? Kaj zdaj, meso ali maske, kaj se tukaj lovi in lovi. Torej, razumemo besedo karneval in razumemo besedo maska in šema je tudi ena šemasta, se tudi ubrisan, ne, deluješ kot pezde. Torej, poigravanje z besedami je zelo pomembno in če boste pogledali, kako delujejo, kakšne prispodobe imajo znotraj pogrebov, pokopov, pusta po Sloveniji, boste ugotovili svašta. Ker še bom šel naprej, ker cerknica je ona, cerkno je pa ono, a ne? In tudi tam laufarji preganjajo zimo, torej hlad znotraj ljudi, ki je ugasnil vročičnost našo, ne? Ampak vročičnost našo so zamenjali za grmade, a ne? In ognjevitost, ognjevitost pa ognjenost, to ne pomeni, da iščemo topove, pa maščevanje, pa sovraštvo, pa kričanje, pa rom-pom-pom. Ognjevitost je, najbrž vam ne rabim razlagati, kaj je rdečeličnost pa vročičnost znotraj zaljubljenega dekleta, ki ne, ali pa sej s fantički imamo isti vzgib. Dobro, Veseli Ribenčan je preletel, to je tudi naše gore, listoste, to je Dolenjska, to je vse naše. To ne moreš verjeti, od Bele krajine, ki so beli klobuki doma, do Štajerske, ki je šajerska, ne, Lord of the Rings, pa imamo Gorence in Dolence, od odzgorej in te od spodaj, ki branijo samo srce. L-O-V-E, slovensko, a ne? Ali smo lovljeni, ali je lovec postal lovljenec. Vse sort pride, hunters became hunted. Torej, smo rekli Notranjska, smo rekli Coprnija, smo rekli Pramati Uršula in Prapamet Butalska, čista, neosoljena, kajti Butalci ne švercamo več soli, odkar ni Krpana. Butalci svojo lastno pamet, torej našo lastno butalsko sol, vzgajamo sami. In ta pamet je zdravilna, veste, koprive so zdravilne, ne? Kopriva peče, seveda resnica zaboli, ampak je neodtujljiva, ne? Resnica je samo ena. Laži, teh pa kakor češ, ne more toliko mask biti v cerkvenci na največji pustni zabavi, kakor je laži sposoben sproducirati človeški kadar v sebe spusti pezdeta, hudiča, a ne? Saj on počas se leze, a ne? In ta pezde je okužil res cel svet. In cajt je, da ga zažgemo, ampak naj se še malo na Ringaraja, zdajle do torka, in v tork mu vzamemo moč in v sredo užgemo, kaj že, Valentinovo, ne? Torej dan ljubezni.
dosti je rajanja in karnevala, rajanja, razgrajanja, ja. In da se stvari malo umirijo iz tega ring of fire, ne? Torej ognjenega obroča, v katerega se je človeštvo ujelo skozi tisočletja. Ja. In smo dejansko na pragu nečesa velikega, marsikdo izmed vas to tudi že občuti, ne? Jaz sem tudi bil bolan v čiščevalni akciji in tako naprej. Dobro, grem jaz tlele vas malo pozdraviti na začetek, da sploh vidim, kdo je z mano, med tem, ko imam linijo jedva, da stoji, ne? Mislim, tam v pezdetu zadnji bistveno bolj stojijo stvari, nam pa morajo skozi malo ta pezde nadrsavati, ne? Upam, da ostanemo skupaj, ker imam čisto srdečo lučko, kaže, da je linija zelo šivoh. Na njo si pa jaz nimam vpliva, pezde pa ja. Pa kar, ne bo nas ustavil, za vsak slučaj stvari tudi snemam, a ne, on je snemal iz te manale svašta kožice, jaz pa snemam material na svoj disk. Erika Koželj, dobro in veselo jutro tebi in Matej in vsem borcem za svetlobo. Odlično, upam, da se borimo, branimo, ne? Branimo svoj mir, branimo svojo integriteto, branimo svoj jezik in nikoli nas ne bodo in nas nikoli niso in tukaj smo od nekdaj, od prapamti veka, zapomnite si in poiščite sledi naših prednikov. Jaz to počnem in to vam probam nekako pripeljati malo bližje, namesto vas računice in seštevanke ne morem narediti. Ja? Jolanda, praviš, naj nas ljubezen in luč še bolj združi. Dobro jutro na to pustno nedeljo. Ja, naj nas ljubezen in luč, ljubezen pride v sredo, luč pa bo tisto, kar bo zagorelo. Tale pezde nam bo pustil eno veliko lučko. Ja, kresovanje bomo naredili. Dobro jutro, Matej in ostale dušice, praviš Janez, dobro jutro tudi tebi, mirovni bojevnik miru, vzdrževalni jezerc, vidiš, ti si jez držiš, torej si jezerc, ne pa imamo spet jezero, pa povodne može, pa tako naprej. Evo pa Mateja, dobro jutro in vsi bojevniki svetlobe, dobro jutro, pa še lepši dan želim vsem skupaj, praviš Stani, pa Evon, dobro jutro vsem skupaj, pa kreatorji svetlobnih kod, dobro jutro, praviš Gordana. Ja, kod, svetlobnih kod, da kodar sonce shodi, preperi sveta bo pregnan, derojak prost bo vsak. Prost njega, prost bremen, prost grehov, prost skrbi, ne pa da bo postal prostak. Prostak je, prostaško izgleda ta, ki je pezdeta spustil v sebe. Mogoče bi mu pa rekel, ne pezde, prostak, on je prostak, pustak prostak, tudi bi šlo. Prost, ne, ker prost pomeni pa koža na zdravje. Prost, a nitko, je ne, školj, prost. Mogoče bo pa prostak, ga bom preimenoval, ker tudi jaz sem se prestavil iz ribe v ribiča in sem postal bolj selfish. Selfish. Ne? Torej samostojna riba, pa tudi oni so pa to obrnili pa v selfish, SLL, torej prodana riba. Turšič se pa ni prodal, niti se ni pustil kupiti, niti se ni pustil nategniti, niti zapeljati, niti ujeti, niti zahakljati, kot je pač princip delovanja pezdeta in samega satanizma v štartu. Idemo dalje. Majda, dobro jutro in čudovito nedeljo, odlično tudi tebi, Toni in Marta in Liljana, Špec in Oriana. Lepo nedeljo, pustno, valjda seveda vsem, upam, da boste kakšne krofe napokali pa. Kaj se pa je za pustno nedeljo? Hopsa sa, drajsa sa, pustna nedelja. Nada, Olga, Evon, prekinja, ja, žal mi je, prekinja, to je delo. Pezdeta, ne morem pomagati. Dobro jutro, svetlobniki brez mask, praviš Marti Plas. Yes. Mi smo svetlobniki brez mask, nismo, ne uporabljamo mi tega. In zaradi tega smo in čudni, in nevarni, in ne vem kaj še vse. Ne? Dobro jutro, praviš Marta Slapšakova, pa hudokurčni pezde, praviš Janez. Ja, to je hudokurčni pezde, to kar rine, ja veš, ti ne rine, veš,
On ni za mer, on je za nemer, on ustvarja kraval, in kravata, val, vse sort besede se najdejo. Lep dan želim vsem maskam in dežju navkljub. Tejča, res je, maske in dež so še vedno tukaj, vendar pride dan, ko sonce bo posijalo. Bo, vendar se more tole rajanje nehati in mogoče pa že zdaj, kaj tudi vreme pomaga ali pa ponagamajaja, vse sort. Mojca, dobro jutro vsem skupaj, eno lepo nedeljo in lep dan. Dobro jutro Mateju in ostalim, pravi Šalenka. Janez, dobro jutro Matej, dobro jutro vsi ljudje z dobrimi nameni, svetlobno seme, lepo deževno nedeljo naj opere, kar ni našega in neuporabnega, razsvetljenje pride brez dvoma, smo blizu. Ja, maske se topijo, maska je narisana stvar in če dež pada po maski, polje se maska raztopi, ne dela več. To je in mogoče ta dež prav, da spere in da pomaga ohladiti tisto, kar se v ljudeh kuha, ta vročina, ker ne vejo zdaj več, kam bi zdaj pa šli, ker se jim je zataknilo konkretno. Pa nobenega ne obsojam, zaradi tega sem najdu pezdeta in ugotovil, da je on resnično krivc. Tako da zdaj, kdor pa se nekje začuti, kada njemu govorim. Jaz ne govorim direktno nikomor, jaz debelo opazujem z laserskimi očmi, z laserskim pogledom, s široko pozornostjo že kar nekaj časa in ne morem verjeti, kaj so moje oči videle, kaj so moje ušesa slišala, kaj je zaznalo moje oko, tretje, če ćemo temu tako reči, pač opazovati, to je nujno potrebno. Nikaj. Lepo pustno nedeljo, pravi Štjaša Bizot, naj vas pustno deževno vreme ne odvrne od veselega razpoloženja. Mi smo v miru in v soncu, noben ni umrl, še, in tudi ne bo. Zaradi tega, če da človek masko dol ne umre. Ego je samo umrtje fiktivnega, nerealnega. Klemen, dobro jutro svetlobni, praviš tudi Justi, dobro jutro vsem. No, še to včeraj, torej 10.2., torej na današnji noči se je končala Kali juga, torej doba teme, mračnosti. In mislim, danes je v bistvu prvi dan svetlobe. Po koledarjih, po svetlobnih frekvencah, ki pritiskajo, po resonanci, ki se dogaja po planetu, ki jo seveda nekateri čutimo v lepo, nekaterim je pa nerodno prišlo, Ja, pride nerodno, če špricne izritke, pa ne moreš zadržati, Tega te driske, ampak tale pezde je v bistvu res bil en velik drekač in kap prispodob se da najdati. Justi, dobro jutro. Teja, mogoče pa se šemi, da se prekrije pezdeta, ker jo je sram. Shame, bravo! Shame on you, šema sta. Bravo, Janja, Teja, krasno. Pa vidiš, takole si z možgančki lahko pomagamo. Preigravati, ker ta pezde je pa predrkaval. Svašta folka je nategnil, na debelo. In pol ljudje nategnejo drugega naprej in tako dela lokomotiva in večni ustroj verižnega in piramidnega združevanja in druženja. Mar ne? Sem mogel kar en požirk kave narediti. Dobro jutro, dober dan in naj bo dan z ljubeznijo obsijan, praviš Simon Tič. Tako naj bo, z ljubeznijo naj bo obsijan, ker ljubezen je tista, ki nas greje in v nas prižiga sonce. Dobesedno. Jaz bi vam vse to razložil, dal, povedal, vendar ne morem vse naenkrat. Jaz to živim in vem, kaj mi ta čistoča in sila daje, ponuja in pred čem me brani. Jaz sem vse to si ogledal na lastne oči, ker sem šel temu pezdetu oziroma temu hudiču pogledati direkt v oči, ga prijel za roge in ga ugnal v kozji rog in to z sončkom, ker maske delajo iz senc, hudič dela iz senc, noče biti na svetlobi in noče biti razkrinkan, in seveda čakamo zadnji krik njegov, čeprav je on delal z rinkami, je nekako bom rekel novačil preko rink na prstih, na sprstani,
je uhvatil svoje žrtve do v bistvu zvestoba do groba. To je on vedno hotel, čeprav obljuba je dal, držal se ni pa nobene. Tako kot naši politiki, čisto isto. Ampak to velja za vse ljudi. Ja, bom, pa ni bil nikoli nič, vse poznate. Urška Brencetova, dobro jutro, pa Vida, pa Mateja Serkova, pa Maja Novak. Torej, nas je kar nekaj, no evo, odlično. Zdaj verjetno ste opazili, da vsem linija štrajka. Jaz se pravim, pri temu si nimam kaj pomagati. Dobro, watch the water, mi smo vodni ljudje, ok? Mi smo po vodi, hodimo, imamo vodnika svojega, ki se od vode odseva in to je sonce. Mi smo rekli v Bibliji, lahko zamenjaš besedo Jezus z besedo sonce, pa spet vse štima. Lahko jo zamenjaš z besedo jezerko in spet verjetno vse štima. Nisem probal, pa bom. Malo se poigravati. Zaradi tega, ker resnično bi vam rad dal razmišljanje ni novo, novejše, najnovejše. Mi iščemo tradicijo. Tradicionalno pomeni preverjeno dobro. Torej, če je nekaj dobro, ne je slabo. In če je dobro, kar ponavljamo, pa je. Zakaj pa ne? Zakaj bi moglo biti novejše? Zakaj bi moglo biti drugače? Zakaj bi moglo biti zmeda? Pa če smo že navajeni, vse. Navajeni smo, kaj svem, ob nedeljah goveja župa. Pa vi si predstavljate, goveja župa, ali bi malo bolj novo goveja župo, ne vem, s klinčki. Bolj nova goveja župa z Janeževo zvezdo. To ni, pustite goveja župa primer, to je naša tradicija. Koliko je naša tradicija, naša pesem. In skozi pesmi, ki sem vam jih natresel, še pa još v zadnjih 2 letih, je zaznati naš isti duh, iste sledi, tudi tale v ozadju je ravno kar govori, je naša pesem, zagotovo je. Sam moram pa zdaj nekaj narediti, da se ne zgodi napačna pesem, ki ni pripravljena za zdaj. Kje smo ostali? Da smo vodni ljudje, iz vode narejeni. Ja, in watch the water je ena izmed stvari, ko se bo verjetno komu utrnila tudi solza, ko bo Joker spoznal, da je igra končana. Veste, 2000 let ali čez, nimam pojma, ne bom nič parjel, ker nič ne vem za zares, ampak tisočletja je ta svet bil voden strani prevare in strani lažne luči. Mi moramo zaupati vodstvu našega Boga sonca. Mi delujemo na svetlobi, on deluje iz teme in ima razne tematike in teme, dočim mi smo tematsko opredeljeni. Zdaj, jaz bi vam vse malo razložil, sam ne morem. Bom probal z glasbo dodati, pa tlele še prebrati. Srečajte se s tišino in mirom. Ja, vse je po naše, Vse je po naše, je rekel PSD. Po naše, kaj po naše, ali po vaše. Kdo je zdaj tle komu kdo? Mi, Slovenci, kremeniti, bom rekel, širokogrudni, mi se ponašamo z določenimi lastnostmi, ki pa niso podobne PSD-tu. Mi se ponašamo, sami veste, kako izgleda človek, ki je iskren, ki je stoičen, ki drži besedo, ki je razgledan, ali PSD Kurčevo, ki je zagledano samo v eno in isto špuro, kako in kam bi on utaknil ta svoj prst, da bi bil še kdo osran in okozlan. A ste se kdaj vprašali, zakaj pa pustni krof? Kaj predstavlja pustni krof? Pustni krof, ajde. Kaj predstavlja pustni krof? Vas bom vprašal, ker prej mi niste znali odgovoriti, da je Slovenija stara 33 let. V Bibliji tudi piše nekaj okrog 33. Kaj predstavlja pustni krof? Tle vas bom pa res pustil, ker me zanima. Kaj predstavlja pustni krof? Zakaj je krof? V čem je fora tega krofa? Krofa.
Resno vas vprašam, ker jaz sem se spraševal, kaj je fora tega. Odlično. Mi smo ponosni. Ja, ok. Zdaj pa. Čebelice, zdaj moje ste prijateljice. Dobro jutro, Bojan in Forest Sun. Ponavljam vprašanje, kaj simbolizira krof? Čakaj, moram pogledati. Ne, bom najdu eno slikico. Right, ko smo že glih tle. Tole je naša pramati Uršula, mati vseh, pramati, slovenska mati me je rodila, to je pa pramati označena kot grda in tako naprej. Vse to je pri nas, jaz bi o čarovnici lahko govoril 3 ure, pa o jezerku tu pa naslednje 3 ure in o zmaju, ki ga imamo v karnevalu in o veliki ščuki in o malih ribicah in o hudiču, ki žene na pašo svoje polhke, da ne govorim o žabjem shodu in letos imamo novo skupino, imajo, moram reči to reči, da ne bom se istovetil na narobe, novo figuro in to je čebela in to je krajinska čebela, in imamo čebelji izlet. Vsako leto se karneval imenuje, ima svoje ime in letos je to čebelji izlet, ker smo dodali krajinsko čebelico. Če smo rekli, da imamo mi pramati, imajo čebelice krajinske tudi svojega čebelarja. Pozabi vas nikdar, da stari čebelar, ki mu čebelice kar šumijo. Torej, Kranjc, kako že, moja dežela krajinska, krasna, in imaš kras, tujina, tudi krasi, vendar goljufiva kača je to, pezdetova, ki se ovije vse povsod. Torej čebelice so prinašalke in naznanjevalke sonca pomladi in nabiralke medu, in jaz kot krajinski čebeličar, običan trot, jaz ne naberem. Imaš čebela, ki bere med, pa imaš trota, ki ne bere med, on ne bere, tako kot butalci ne berejo, ampak preberemo vse pravzaprav, kje se skriva. Hopce fizel, Čebelica krajinska je taka, da opazuje tudi, kje je rožica, da bo jo pičila, ne bo pičila, nič ne bo pičila, da jo bo nabrala. In jaz sem cvetke takšne in drugačne opazoval, kar bom rekel zadnjih 15 let, seveda intenzivneje v zadnjem obdobju korone, in sem opazoval pač dejanje in delovanja sistema, korporacij, vlad in vsega tega. In čebelica je opazovala vse cvetke, takšne in drugačne, vendar jezik je naš meč, piše v Bibliji. Ja, naš slovenski jezik, v slovenskem korenu besed se skriva marsikaj in v povezavi z angleščino, tako kot je ta prej rekla, šema je shame, in bi bilo ljudi sram sneti svojo masko in verjamem, da bodo mnogi osramočeni, ko se bodo maske stopile, ker enostavno se ne bo dalo več skrivati. Mislim, meni se že zdaj ne da, ni mogoče skriti, ne glede na količino mask, besed, izgledov in ne vem kakšnih titul, se ne da skriti, ker bistvo je očem nevidno, in marsikdo bo sklonil glavo v svoji sramoti, zaradi tega pravim, mi oprostili bomo, odpustili smo že, jaz sem vsem odpustil, pozabil pa verjetno ne bom še en lep cajt, ampak ne obsojam nikogar in ne smemo, tudi vi ne smete nobenega obsoditi, ker smo krivca našli in to je pezde. In pezde ima da umre, ima da se užge en dan, in voda pa ogenj pa zemlja pa zrak pa naj gori, če že more, da se združijo 4 elementi s 5 v red. Napisala si Marta Jakomin, grof naj bi simboliziral srečo. Naj bi. To je rekla, kazala. Seveda, vse sorti imamo pri spodob, podobe, podobni so, v resnici sem niso podobni. Mi pa imajo podobice, Krišček nosita podobco, veste kaj je podobca, sveta podobca, svetinca, podobnost, bom šel nazaj,
naj bi simboliziral srečo. Jaz sem v krofu najdu eno drugo razlago. Ko ugrizneš v krof, zakaj krof toliko velik, zakaj ni malo manjši, zakaj ugrizneš v krof na suhu, ni nafalil si marmelado in ti zdaj čikaš ta krof, ki je suh, ki popr in upaš, da v naslednjem ugrizu bo in ni. In upaš, da bo v naslednjem in je in se poteče marmelada, tle po ustih, po prstih, itak si vas bel, po bundi vas si oflekan. Dobil si flek, opacko si dobil in a veste uno, dobili so ga s prstom v marmeladi, a si ugriznil v cukrček, v marmelado. In tako je zdaj nekje nastavljal krofe, nekaj, bom rekel, mikavnosti, mamljivosti, nespodobna povabila, ljudje pa so zagrizli v njegovo, bom rekel, vabo, in postali sladki opacani. In zdaj ljudje, ki so jedli krofe med sabo, se poznajo, saj so vsi tudi beli pod nosovi od tistega cukrčka, pa mnogo ljudi je belih pod nosovi zaradi čist drugega cukrčka, bom rekel tega, kar se človek navleče in naleze, pa to ni virus, Mislim, ljubezen je največja droga, vam povem, ko se enkrat ugotoviš, da je, kaj ljubezen ponuja, te ne zanima ništa drugo. Ništa drugo nije ni potrebno, ker je v ljubezni skrito vse in to je nepremagljiva sila vesolja, ki premaga vse. Skratka, krof je simbol tega, da si zagriznil marmelado. No, in jaz se nisem ujel na ta cukrčak, Ja, v bistvu še dan ljubezni se začne v sredo, in ljubezni, ko po ljubezni bo dišalo. Seveda, kar se mene piče, diši po ljubezni že en čas. Takrat bo pa sonce. In kadar je ljubezen, do zdaj veste, je bila ljubezen prepovedana, bomo mi o tem še podefinirali. Jaz sem hotel v bistvu današnjo oddajo narediti, da vam povem zgodbo o Jezerkotu in prepovedani ljubezni, pa ni prepovedana ljubezna, ker on je glasnik ljubezni, on je sinonim za ljubezen, on je v zgodbi, bajki pomagal princu, kako se že reče temu sinu, od graščaka do hčerke, do drugega graščaka prideti, in on, Jezerko, je v bistvu sinonim ljubezni, vendar temačni pezdej je rekel ljubezen prepovedana, norost obvezna. Ni norost obvezna, maska ne sme biti obvezna, obvezno nošenje mask. Ne bo šlo pezdej, niti uspelo, ne zdaj, ne nikoli več. Kajti ne sme in ne more biti maska obvezna, ker je maska prepovedana. Tako kot je bila prepovedana ljubezen, mi zdaj prepovedujemo maske, nošnjo mask, vseh vrst, da ne bo pomote. Seveda tle, ko bomo sinonimno zažgali, ker dejansko ne moramo zažgati takšne količine ljudi, ki pezdeta v sebi nosi. Dajmo sam pezdeta, pa je stvar rešena. Krofi so dobri, ampak ko ga zagrizeš, si cel popackan okrog ust, pa še po prstih. Ja, Teja, evo, vidiš, sladkost in sladkoba. To so ta sladka vabila Luciferjeva, Wow, krasen je pa tale kredit, ugoden. Ja, škrajben, se podpišeš in tam si ti zagrizel marmelado tako, da ti ni nič jasno in se ga ne moč rešiti. Sploh poznate verjetno te stvari, Kje vse smo se nas je tale pezde nategnil pa okrog prinesel, dal obljubo, pa se jo ni držal. Ljudje verjamejo svašta, ja, verjamejo v ful stvari, nočejo slišati nič o resnici, verjamejo tudi to, da sem jaz bedak, da sem jaz, nevaren, da sem celo zloben, zgovorimo o ljubezni, ampak v bistvu pravzaprav pa se mi zdi, da vsak ve za svoj greh, za svojo packo, za svojo težo. Jaz sem večkrat rekel, dajmo spustiti stvari iz sebe, spustimo težo, pusti stvari dol, ki jih ne rabaš, bremena, žalost, odpusti si svoje grehe, ker jih sabo nosiš
in se pred njimi skrit nimaš kam. Ti greš lahko na Triglav ali pa na Uzbekistan. Greh bo šel glih tako s tabo, samo zato s to razliko, da drugi ne bodo vedeli, da ga imaš. Ampak greh ostaja tam, kjer je. Ni potrebno, da ga nosite s sabo. Je pa treba masko dati dol, pa reči to prosti sam sebi in reči ne bom več. Ne bom več šema, ne bom več maškara, ne bom več neumnosti in norosti počel, ne bom izgledal tako kot pizdun, tem pezde. In od zdaj naprej delujem v imenu ljubezni. Dan ljubezni, ki da ti vse in vse ti vzame. In nikdar ne zveš. Jo, enkrat pa lahko, ne, pride dan ljubezni, ko čebelice zletijo iz svojih panjev, ne, naša Kranjska, po celem svetu znana, najbolj pridna čebela. Rad bi vam dopovedal, da ni hec. Slovenija je en velik inkubator, velika oaza, oziroma največja oaza, ki je ostala pod soncem Slovencev kremenitih. Mislite, da pretiravam? Ne pa ne, sam dopovedati ne morem, ne? Ljudje svašta verjamejo, ne? Svašta verjamejo. Kaj pa rečem, da se v Sloveniji nekaj velikega skriva, pa ki tep to. Evo, odtle noter. Drinka, dobro jutro vsem, tebi Matej, pa lepo, da nimaš maske. Empatom maske ne dišijo. Tak sem, nisem edini. Jaz sem empat. In empat nekako ni za maske, res ne. Jih opazujem maske, so mi nekatere lepe, nekatere grozne, nekatere vaja ven, nekatere nespodobne do amena. Drugač pa je Cerknica imenovana kot dežela pravljic. Res je, vsaka figura za seboj skriva svojo pravljico, svojo zgodbo, svojo zgodovino, svojo bajko, svojo preteklost. Pust v Cerknici je vezan na izhaja iz narave, iz zgodovine in iz Valvazorjevih zapisov, ki jih je Valvazor zapisal po nareku nekega Jerneja Roženta, ki ga je lepo zavrtel okrog prsta in v bistvu skozi ta vrtinec v bistvu dal modrost, ki jo je poslal v svet na angleški dvor. Iz angleškega dvora so nam pa pritovorili z Martinom Krpanom sol. Veste, Cerknica ima toliko enih stvari in smo rekli naključje. Naključja ne obstajajo, vse je tako, kot mora biti in z namenom. In tale pezde je cajt, da mu rečete vsi skupaj, nam se je svitalo, njemu pa trenutek za slovo. Jaz sem mu rekel, že pred časom, vaja ven iz mene, nimaš kaj pri meni delati, ampak ne penetriraj vame, ne posiljuj me, ker hvala lepa, krof, ne. Ja, ne, nimam maske tle, Darinka, in verjamem, da marsikdo izmed vas od rane mladosti ni maral mask, pa ne ve zakaj. Zaradi tega, ker se ne familiariziramo z maskami. Zaradi tega, ker zvezdica zaspanka je zvezdica zaspanka. Kaj če bi zdaj ona snežinka, če pa zaspanka zvezdica na zemljo poslana? Zvezdni prah se prebuja in zvezdni prah bo povzročil, da se polije z zvezdnim prahom v imenu ljubezni cel planet. Ker ta pezde je bil predolgo general in vsak izmed vas, izmed nas ve, komu sledi in zakaj sledi. Jaz sledim mojim slovanskim koreninam iz dneva v dan bolj in sledim klicu srca in sledim svetlobi. Vsak zase se bo mogel odločiti, ali bo z maskami nadaljeval ali ne. Sej, vsak sam izbira, kaj ne? Nikogar ne bom jaz silil nikamor. Vem pa, da pezde tudi ne bo nikoli več silil vame. Prav? Jaz tu zdržujem mir, on bi svoj nemir rad udinil meni v glavo.
A poznate vi to? Ste kdaj nervozni postanete v družbi koga? Ker vam urine nekaj. Največkrat prst urat, mislim zasaditi ga. Zdaj boste rekli, Turšič, vulgarno govoriš. A veste, ta pezdej je bil največja vulgarnost sveta, v isti sapi je pa rekel, vulgarno govoriti je grdo. Da se ne bi zaznalo, kaj počnemo. Pezdej je posiljevalec dobesedno in virtualno in nevirtualno, dobesedno s tem, kar ima med korakom in posiljevanje s tem in onim in posiliti s tem in onim. Jaz smo se dostikrat pogovarjali mnenja, seveda smo za mnenja, normalno, ne bom pa kupil mnenja za vsake sovde oziroma ga sprejel, ker je nekdo tako rekel. Lahko poslušam, kaj ga bom sprejel, ne pa moja stvar. Skratka, ne dovolite, da ste posiljeni, ker je zaznat v zadnjem času precej zadnjih udarcev z bičem, bom rekel pezdeta opet. Ne dovolite, da penetrira v vas svojim nemerom, ne dovolite, da je kaljen vaš mer, držite ga. Za časovde se reče pri nas, ne smete dovoliti, da on zmaga. Kaj pravijo, pa umaknem se, pa bo mer. Pa pol bo zmagal v pezdet, ne smemo tega dovoliti. Mora pezdej iti stran iz dežele, kjer želimo imeti mir, kaj ne? Iz naše dežele in iz dežele mame zemlje. Naj gre, od kjer je prišel in mnogi verjetno, če ste kaj raziskovali, sam Satan povezan s Saturnom, Turen, tudi veste, kaj je cerkveni, kaj je prispodoba zvonov, bim blam bom, binglajo jajčka in ljudje drugega držijo za jajca in za vrat in mošniček je tisto, kar vam pride mežnar vtaknjen v cerkvi vmes na pol obreda. A poznate to? Mislim, ti greš v cerku, imaš, ne vem, te obrede, ovo, in zdaj na sred tega pride dej kaj, Mislim, to je isto, kot da bi šel na večerjo in ti sred večerje pride na takar, plačaj. A lahko pojem, Ja, ne zdaj. Ali pa prej mi dej, bom prej, koliko je kosilo, 6,5 in bom pojedel tiskaj za 6,5. Ne, on ti pride vmes, pa še to brez davka, pa tako ste se pregovarjali, da ne gotovina nujno. Pa ne bi bilo super, da bi mi vedeli, koliko je v ta mošniček cerkveni pride na mesec, pa kam se odlije pol ta sredstva, ali kar vsak po svoje šteje. Vse me ne briga dosti, tako je vsega tega konc, prihaja zlata doba financ, zdravja in vsega. Zdaj mogoče sam še to, precej ljudi opravlja svoje zadnja telesna čiščenja, povišana temperatura, kašelj, driska, potenje, bom rekel tresenje, na momente ti je vroče, na momente te trese, kada te zebe, ampak ni to čist glih tako. Na momente imate občutke, da so mravljinci po celem telesu, da je vsaka kost pravzaprav svoj vibrator, ki se trese. Precej takih nenavadnih znakov, ampak dajte pustiti, naj stvari tečejo, ne zadržujte ničesar, tudi prtca se ne da večno zadržati. A drži? Če mu pustimo, da ustraja, pol ta prdec pride do možganov gor po hrbtenjači, pol pa v sranje misli pa tako. Dobro, kje smo mi zdaj prišli do kam? Mogoče bi vam dal, ne. Lastovke so se vrnile. To je tisto, kaj se čaka, da se vrnejo lastovke v naše lepo gnezdece. Ja, čas je, da za tem ustnim rompompomom prihaja nekaj, kar nam odpre. A vam dam še eno? Bom dal, še tole vam bom dal. Moment. Tole, tako je. Ne bom mogel biti prav dolg, ker imam opravke naprej, ampak nekako bi rad zaključil. Dajmo razumeti, da dan ljubezni je tisto, kar se začne v sredo. Dan kulture je tisto, kar živi. Tam so naše korenine in živi še vedno ljubezen. Vsaki črki je
gre za ljubezen, žive naj vsi narodi, ki hrepenijo dočakati ta dan, da kodar sonce hodi prepir, iz sveta bo pregnan. Zdaj je iskal zmeraj špeter in pizdarije in je ustvarjal nemer. Nek živi ljubav so peli naši južni bratje, srebrna krila, kot ptica srebrnica, in srebro je tisto, kar mi rabimo, ne pa zlato. Pa tudi srebra ne rabimo, dokler imamo dušo na svojem mestu in vest čisto neomadeževano. Ne? Lahko malo vina, ampak ne madeža v vinu, kot je žolč v vinu, dobo Jezus na križovem potu. En kup je enih stvari, ki se jih da preigravati z besedami, in želim, da se preigravate in povezujete to nekako z zgodovino. Probajte stvari fonetično povedati. Ne? Še ma, smo prej rekli, ne? Je šije ma, šije pa. Ne? Lahko še ma, še pa in še pa. Igra, ki je vodila tisočletja, zdaj pa pride drug gazda na vrsto, oziroma gazda temačnik se umika na svoj Saturn, ne? Pa ne tam binglja in bim bam boma. Vendar, čas je, da se ta nemer konča, da se ta rom pom pom ugasne, da se lahko mi ustavimo hrčkovo derko in ne damo temu sistemu več tistega, kar on od nas ne da pričakuje, zahteva in ukazuje, in da se zavedamo, da smo bili vsi sužnji, da čas, da si podamo roke kot brat bratu in zaživi v nas tisto pristno, tisto, s čemer smo se rodili, tisto, kaj po čemer v bistvu vsi hlepimo in hrepenimo, pa zaradi packe na duši nismo nikoli mogli dobiti tega na tak način, kakor se zagre. Dajte se očistiti, naj voda spere vse sledove grdega, ni treba ne premlevati, ne vlačati sabo, spustite bremena, pusti meso, pusti breme, pusti packe, predaj se ljubezni, in ljubezen sem jaz najdu v tišini in v miru. Čas je, da bi on umrl in da mi najdemo svoj mir in svojo tišino. Dragi moji, želim vam, da se imate prečudovito, da zastopite malo večjo širino, zdaj te pustne norije in naj umre in rije v tišini. Dragi moji, ljubljeni z vseh strani, se vidimo v sredo. Čau!